Vaša drva? Drva so naša, z naših gozdov. Čisto drva recimo moraš obvezno dati presušiti. Ko nehaš peč, se nadevajo polena v peč, da se do druge peke posušijo. In pol jih je najlažje tudi prižgati, najlažje je kar s prenarjem, zažgeš, drva planejo in tudi pol gorijo, dajo pravo temperaturo. To je najbolj pomembno. Ne? Važen les? Kakšen les je važen? Ja, najboljše je sicer bukev, ne? Lahko kuriš vsaki les, ampak pa moraš vedeti, koliko katerega lesa daš. Ampak bukva je zakon. Ja. Ne? Ker les ne sme dajati arome. Če bo les dal aromo, pa če boš smreko kuril, bo po smoli. Ne? To je tisto, ki moraš vedeti. Ja. Prav pride to ven v dimnik, to je... Tu bomo malo porezali. V tisti drugi peči, ko jo imamo, bomo videla potem, da pride tudi na 400 stopinj ali več. Ne, to je pomembno, zato smo ta ogenj razglihala po celi peči, da enakomerno tudi poldne razgreje. In grobi delci dejansko bojo zdaj še zgoreli, da nam potem, ko damo peč, več ne dimi, da imamo samo toploto, vročino, tisto, ki jo rabimo za pečenje. Ne? Ja, v štartu se da recimo, da je zrak zagret v peči nekje tam 280-300 stopinj. Ko se da količina mesa noter, temperatura dejansko pade na 250 stopinj. In že začne potem peči. Manj kot 200 stopinj, če je, pa dejansko ne zapeče več kože. Zato mora peč biti pretoliko razgreta, da zdrži to temperaturo. Zanimivo je pa to, da prvih 10 sem spekel v nulo. So bili kot da jih narišeš. 11. je pa bil katastrofa za mene, dobesedno, ker sem preveč peč zakuril in mi htelo se zažgati. Človek je prišel po odojka, ga ni bilo, ker ga nisem mogel dati, ker bi ga zažgal, če bi ga pekel. Ne? In je mogel 1 uro čakati in takrat sem skoraj obupal. Ampak pol spet nekako probaš in je zlaufalo. In koliko časa že počneš to? Ja, to pa že zdaj počnem kar 15 let. 15 let, seveda v samem štartu je to bilo par komadov na leto. Ne? Zdaj pa je že to kar, so kar lepe serije. No? So se ljudje navadili, moram reči, da pridejo tudi iskati iz Trsta, z Ankarana, z Kopra, Maribora, dejansko po celi Sloveniji. Hrvaška je recimo zanimiva, ko je blizu. Tako da nekako pač se probaš poiskati ta trg, da nekako preživiš. Košarjavce recimo, ko smo jo lepo razgrnala, razdražila, jaz temu rečem, ne, smo temperaturo zopet dvignala tam za enih 20-30 stopinj, ker začne ponovno žareti. No, zdaj bomo odojka vzeli iz hladilnice, ohlajenega, odcejenega in ga bomo dali na polovico, pa razkosali, pripravili za razsol. Malo ga zvagamo, da pol vemo, koliko razsola narediti. In pa približno, koliko bo pečenega. In koliko bo? Koliko procentov je? Ja, kalira tam nekje 40 tudi do 45%. Ne? Tale sicer ima zdaj 25 kg čiščen. No, na tej polovici bomo najprej odstranili tole maščobo, da pridemo do čistega mesa. Zdaj bomo tudi ledvičko stran. Takole. Vzamemo stegno. Lepo na sklep. Tule še malo odstranimo te trebušne.
slanine. Malo počistimo, tudi ima krvavo, ki je bil zaplan. Da postavimo na hrbet in seveda odrežemo pleče. Tu pač pazimo, da so nekako čim lepši šniti, da nekako potem, ko pečenega režemo, dobimo lepe kose. In zarežemo med lopatico in kostjo. Še stegno razdelamo. Tu pazimo, da imamo čim bolj lepe komade nezarezanega mesa, da je čim bolj lep in enakomeren kos potem dobimo. Dejansko stegno se odpre skoraj tako kot knjiga. Če seveda znaš, če veš, kje gre. In tako smo tudi iz stegna odstranili kost. Prednost tega je to, da so vsi ti komadi dejansko enako debeli. Ker ti, ko vrtiš, je vrat, pleče, veliko debelejše od rebra. In tam se zgodi, da so rebra prepečena, vrat pa nepečen. To se tu nikoli ne zgodi. In pa seveda tudi razsol je veliko lažje, ker ti razsoliš komad, ne soliš od zunaj, ampak od znotraj. Imaš kakšno mero za sol? Da ni preslan, da ni premal? Mera pri odojku, pri takšnem delu, ki ga imam jaz, je dejansko čas solenja. To je skoraj podobno kot za suhomesnate izdelke. Čas. Ti lahko daš pešico gor, ampak če ni dovolj časa, se ne razsoli. Meso ne potegne v sebe teh začimb in pa arom. No, ampak kako rečeš, za enega odojka porabim kilo soli? Manj. Rečemo pol kile. Tu nekje. Tako, zdaj smo pripravili to tako daleč, da lahko pripravimo za razsoj. Pa lahko tam tudi temperaturo posnameš, boš videl, verjetno je že 400. In začnemo z razsolom. Začnemo pa razsol čisto enostavno. Posipamo, obrnemo in lepo probamo enakomerno porazsoliti po vseh. Z vsakim kosom naredimo isto. Ti, ki so malo debelejši, malo bolj posipamo, seveda z tem že pripravljenim razsolom. In ta del hrbtenjače nasolimo bolj kot ostale, ker tu je kost in mora dejansko prodreti skozi kost. To bo zdaj stalo najmanj 3 ure, da se lepo razsoli, sol vleže, arome porazdelijo in po 3 urah ga bomo dali v peč. In prašiče gojite doma? Prašiče gojimo celoti? V celoti. Od procesa, da se skotijo, do tega, da ti prašiči zrastejo tudi do teže 250 kg. Odvisno, kaj delamo. Za te komade, take velike komade, morajo biti prašiči okrog 200 kg. Ker je ta zrelo meso za suhomesnate izdelke je zelo pomembno, da je. To je vsaj nad 1 leto starosti prašiča. Za klobase, ki se kuhajo, je pa zelo priporočljivo mlajši, tam 100-120 kg, ker so klobase sočne, ne masne, ni teh maščob, ki se tu pojavljajo, ampak za suho meso pa morajo biti te
marmorirane maščobe. Zdaj bomo dali polovičko v protfan. Protfan je z mrežo, da se scedi iz njega, da se odojk ne kuha, ampak se peče. Odrezali smo stran pleče, ga zarezali med lopatico in med kostjo, s tem, da se lepše razsoli in tudi lepše se peče. Vzeli smo tudi stran stegno, ki smo ga odprli, smo vzeli srednjo kost med mačkino in pa med amlico ven in smo tudi zopet tak naredili en komad, da ga potem, ko je pečeno, tudi lahko odlično zrežemo, da imamo vsaki komad za kožo. Nekateri dajo samo sol. Jaz uporabljam tudi druge začimbe, ampak te začimbe so pa skrivnost velikih mojstrov. In to je to. In to je to. Tako, odlično. Te protfane, to sem si zamislil jaz sam, te mrežce, zaradi tega, da se odojki ne kuhajo, ampak se pečajo. Zdaj pa po 1 uri bomo pa mi to potegnili ven. Pogledali, kako je zapečeno. Če je dovolj, zapečeno je odlično. In bomo tole lepo obrnili. Kožico malo napikamo, da sok lažje gre ven. Tole. In lepo obrnemo. Malo podložimo, da je kožica napeta. In porinemo nazaj v peč. V tej proizvodnji, ko imamo mi, si lahko pristen, avtentičen. V nekih masovnih proizvodnjah tega ni. Strmimo vedno k temu, da je sveže, da se vse sproti porabi, sproti speče. Če pa kaj ostane, pa daš v skrinjo, več kot teden dni ni v skrinji. Razlika v tem, če je v skrinji, lahko veš potem, da ni več iste barve. Ti so lepi zlato, rumenkasto zapečene, tam pa pride rjavkasto zlata barva, ker dejansko nekako skrinja, ne vem, če je to oksidacija ali kako se ne izrazim, ampak nekaj od tega pride. 25 minutah vidimo, da res dela več kot odlično. Tako si človek zamisli, tak dela. No, v glavnem tole tudi pa. Pa pogledajmo, kaj gre tole. Odojk se nam je spekel več kot vrhunsko. Odlili bomo, kar se je scedilo. No, to je tista prava barva, ki mora biti. Kožica. Taka, kot mora biti. To mora samo še zahrustati. Zdaj ga bomo pustili cirka 5, mogoče 10 minut, da se stabilizira, da maščoba ne vre več po njemu, pa ga pa zrežemo. No, temu današnjemu izdelku daš čisto kamot, čisto 10, ker ni nikjer net zažgan, nikjer koščca ni, da ni pečena, tako da čista 10.
No, me veseli. Najprej začnem ponovadi pri glavi. Tu se najprej vidi, če je pečen ali ni, ne. Ampak to je odlično pečen, lep, sočen. Opet na koščke. Ja, enkrat v svojem življenju pa je bila reklamacija, da je vdojk slab, ampak ni bil problem v tem, da je bil vdojk slab. Problem je bil zaradi cene. Še vedno je jamica. No, tudi tu lahko vidimo zelo lepo strukturo mesa, belo, pečeno, stegnuto, kot mora biti. Vidimo tisto, kar smo govorili, da vsak kos ima kožo, tako kot jo mora imeti. Koža je tista zlato rumena, proslava, to, kar stranka pričakuje.